Lepo vas vse pozdravljam po vizmi, torej povstajenje, štero je vrhunec tej vizenske svetkov. In glikole gorstanjenja, glikole vstajenja je bilo od vsega začetka dosta debate, dosta razprave je bilo kole vstajenja. Zakaj? Zakaj? Zavolo toga, dragi moje, ker vstajenje spremeni vse. Jezušovo gorstanjenje spremeni vse. Vstajenje je nekaj novoga, kot človeška zgodovina do Jezušovega gorstanjenja ne poznala. V zgodovini se je zgodilo več obujenj od mrtvih, vendar Jezušovo vstajenje je popolnoma ena druga dimenzija. Popolnoma druga dimenzija. Vsi tisti, štiri so bili obujeni od mrtvih, vključno z Jezušovim prijateljem Lazarom, vsi tisti so se vrnili v svoje prejšnjo življenje, v svoje staro življenje, svoje zemeljsko življenje, slede pa so dokončno mrli, tako kot vsi ostali ljudje. Jezus pa ne. Jezus pa ne. Jezus živi na eden novi način. Živi v enom novom poveličanom tele, štero nosi rone križanja. Spomnite se, kako je Tomaže pokazal rone križanja, pravo njime je položil rokov, vse gdje so te rone še zdaj prisotne. Jezušovo gorstanjeno telo nosi rone križanja in on vstopa skozi zaprete dvere. Enostavno vstopa, prihaja skozi zaprete dvere, ali to ne nek še duh. Ne je to nekšo duhovno bitje, nekša prikazanj. Zakaj? Zavolo toga, ka on gej uživa hrano. Skupaj s svojimi učencami na tej način je dokazal, ka je on resen živi. In še več, učence so se ga leko tu doteknili. Duha ene prikazne se ne mreš dotekniti. To se ti prikaže in več njega. Jezus pa je živ. Tretji dan je vstal od mrtvih. Tretji dan je Jezus gorstano od mrtvih. In dragi moji, na veri v Jezušovo vstajenje od mrtvih stogi ali pa spadne naša verva. Stogi ali pa spadne naše verovanje. In ta dilema glede vstajenja, to je nekaj novega, kako sem že pravil. Pač pa se je s tem soočil že apostol Pavel, štiri je cerkve v Korinti, kje so tu imeli probleme s tem vstajenjem, napisal tako, prvo pismo Korinčanom, 15. tav, 12 pa do 20. Leko gor stanemo, med tem, da bomo šteli Božjo sveto reč. Prvo pismo Korinčanom, 15 od 12 pa do 20. Tok piše, tok nam sporoča Božja beseda. Če se oznanja, da je bil Kristus obojen od mrtvih, kako morajo nekateri izmed vas govoriti, da ni vstajenja mrtvih? Če ni vstajenja mrtvih, potem tudi Kristus ni bil obojen. Če pa Kristus ni bil obojen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera. Poleg tega bi se tudi pokazalo, da smo lažnive Božje priče, ker smo proti Bogu pričali, češ, da je obudil Kristusa, ki ga ni obudil, če je res, da mrtvi ne morejo biti obojeni. Če torej mrtvi ne morejo biti obojeni, tudi Kristus ni bil obojen. Če pa Kristus ni bil obojen,
je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. In 20. vrstnica pravi to. Toda, Kristus je vstal od mrtvih. Haleluja. Prvenec tistih, ki so zaspali. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago sveto reč, štero se nunjal tu kog vodilo za naše življenje, kaj bi tok dospeli do večnoga življenja v tvojoj prisotnosti. Hvala je tebi, nebeški Oče, za to potrditev, kaj je za istino Jezus živ. Pomagaj nam to razumeti in sprejemati in se tako obnašati v vsakom trenutku našega življenja, zato kaj živimo pred tjov, živi naš odrešenik. In hvala ti, kaj nas sprejemaš z vsemi našimi pomanjkljivostmi, z vsemi našimi problemi, težavami in to želiš odstraniti iz naših življenj. Pomagaj nam, kaj tebi zavipamo, tebi vržemo in s tjov idemo naprej vsak dan našega življenja. Blagoslovi nam razmišljanje o tvojoj besedi in blagoslovi nam tvojo besedo, na nas unavode, na nas unahrabri po duhi tvojom, šter je poslane za to, ka nas pripela do toga večnoga cilja. Amen. 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 Toda Kristus je vstal od mrtvih. Aleluja. Jezusovo vstajenje, vera v to dejstvo je bila, kako sem že pravil, od vsega začetka problem. Se spomnite, kako so na vstajenje reagirali takratni verski voditelji? V Mateju 28. tale je tako zapisano od 11 do 15. Tako piše v Mateju 28. Tav 11 do 15. Ko sta bili še na poti, znači žene, te prve, štere so doživile gorstanenje Jezuša Kristuša, te žene, dve Marije, te prve priče vstajenja, ko sta bili še na poti, so nekateri iz straže, zdaj poslušajmo dobro, iz straže prispeli v mesto in sporočili velikim duhovnikom vse, kar se je zgodilo. Torej so te veliki duhovniki, te verski vodja so imeli pravo informacijo, so imeli verodostojno informacijo, ko se je zgodilo s tem, šteroga so oni dali križati. In te dole piše to, 12 veršoš. Ti so se zbrali starešinami in se posvetovali. Zakaj je potrebno posvetovanje, če razpolagaš z istino, z pravimi dejstvi? Ti so se zbrali starešinami in se posvetovali. In po tom posveti, gledajte, kako so napravili. Vojakom so dali veliko denarja. Podkupovanje, korupcija. To je nekaj novega. Že te se je to dogajalo in te se mi čudivamo, kaj je gnes to tok razširjeno. Ne se treba čudivati, to je stara stvar. Štera se vlčej samo zato, ker so ljudje ene stvari ne sprejeli in tomu slede tu ugotovili. In te pravi, vojakom so dali veliko denarja in dejali, recite, znači povčili so jih, recite, po noči so prišli njegovi učenci in so ga ukradli, ko smo spali. Dragi moji, širjenje laži med mnogimi religijskimi voditelji do gnes se je ne stavilo. Znate tu, da se zamolči, da se ne povej prava istina, je to laž.
da se ne povej prava istina, je to laž. In če bi to slišal upravitelj, ga bomo mi pomirili in dosegli, da boste brez skrbi. Znate, zakaj so to upravili? Zato, ker so znali, kaj je en rimski vojak, če ne izpuni svoje dolžnosti, za tistega njega rešenja, tisti zasluži smrt. Ali zdaj pravijo, pa nikaj se vi ne sekerajte, mi že to zrihtamo, da boste vi brez skrbi. In ti, znači vojaki, so vzeli denar in storili, kakor so jih poučili. Tako se je ta govorica razširila med Judi do današnjega dne. Iz toga leko zaključek, takšen leko potegnemo iz toga teksta. Apoštole so vkradnili Jezusovo truplo in so se te skrile, kano jonišče ne ve, kje so se notr zaklenili, kaj se jim kaj ne zgodi, kaj jim što ne zime trupla toga mrtvoga Jezusa. Je to to? To piše? Ne, bar poglednemo, kako piše v Janezovem evangeliju 20. tale pa 19. veršoš. Poglednemo, kako piše tu. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, znači bili so tam, pod noč tistega prvega dneva, do se je zgodilo vstajanje, ne so bili tam pri grobe, pač pa tam za zaklenjenimi vratami so bili. Vrata iz strahu so bila pred Judi zaklenjena. To je ti prvi del. Ali to ne vse. Pod noč tistega dne, prvega v tednu, ko so bila tam, kjer so se učenci zadrževali, vrata iz strahu pred Judi zaklenjena, je prišel Jezus. Aleluja. Je prišel Jezus, stopil med nje in jim rekel, mir vam bude. Dragi moji, gorstonjeni Jezus prihaja. Ještě dnes, ta je strah. Ještě dnes prinaša mir. Ještě dnes prinaša mir v moje, v tvoje, v vsako življenje. Šteru se odprej za njega. In tu je ta vsa skrivnost stanja, šterom se nahaja celotno človeštvo. Puno vojn, puno nasilja, puno nemerov, puno nasprotovanja in groženj eden drugome. Človeštvo, ljudje, človek ne je spoznalo, ne vrđe v gorstanenje, ne vrđe v gorstonjenoga Jezuša, štere edine dava pravi mir. Zato, kad človek ne vrđe v gorstanjenoga Jezuša. Zato se dogaja to, ko se dogaja. Zato, kad ne zavipa njeme, zato se dogaja to, ko se dogaja. Laž obvladuje človeštvo in tok, zavolo laži. Dragi moji, zavolo laži ne mre priti do pravoga mira. Apoštol Pavel je zapisal v tekste, šteroga smo prešteli uvodoma, ništerne stvari, ništerna dejstva, od šterih je odvisna naša večna bodočnost. Prvo je zapisal tok. Če pa Kristus ni bil obujen, torej, če Kristus ne gorstono, če pa Kristus ni bil obujen, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Če Kristus ne bil
če je Kristus najgor stono, znači ostajamo še dole v svojih grehih. Eno je vrvati v Jezuša, kaj je živo, kaj je bil Božji sin, kaj je trpel, kaj je bil križane, kaj je mrl in kaj je bil položen v grob. Mnogi ljudje vse to vrđajo. In tu šo tam vrđa? Kaj je Jezus Božji sin? To je ena stvar. To je ena stran vrvanja. Drugo pa je vrvati, kaj je on bil resnično obojene. Kaj je Jezus resnično gorstono. Kaj je bil obojene iz smrti. Potegnjene iz smrti. Zavolo toga, kad to osebno doživetje Jezušovega gorstanenja, štero prinaša novo življenje, to tu mene, to tu tebe prinaša spremembo. To prinaša pravo spremembo, to napravi tisto odločilno spremembo v življenje človeka. Ali, dragi moji, tragična pa je ta Pavlova izjava, kaj če ne bilo Jezušovega gorstanjenja, te tu njega odpuščanja grehov. To je ta tragična stran, štero se človeštvo ne zaveda. Ko je človek brez odpuščenih grehov? Ko je človekova bodočnost brez odpuščenih grehov? Večno trpljenje, večno pogibljenje, za vso večnost ločene od Boga. In, dragi moji, to je ta prava tragedija. To je ta največja tragedija. In tu je naglašeno, kaj Jezušovo stajenje spremeni vse. Jezušovo gorstanjenje spremeni moj, tvoj položaj. Moj, tvoj položaj, štere je podedovane od Adamovega padca. Jezušovo gorstanjenje spremeni vse. Povjel pa go čituju toga, go čituj dole od toga, koma sega to Jezušovo gorstanjenje in ko je bistvo njegovega gorstanjenja. In to je ta druga stvar, štero naglaša apostol Pavel v tekste, štero ga smo uvodoma prešteli. Tok pravi, tok piše, če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, samo za volo toga življenja dnešnjega smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Se zavedamo resnosti tej besede. Pavel pravzaprav tu piše, tu pravi, ne samo Korintoškoj cerkve, pač pa tu mene in tebe piše, ka obstaja, ka resnično obstaja drugo življenje. Ne samo to, štero ga zdaj živimo. Ne samo to, štero ga poznamo zdaj. Pravzaprav pravi, ka tiste, štere se ne skrbi za to drugo življenje, štere se ne poskrbi za tisto drugo življenje, štere gleda samo za zdaj, za gnes, za to, ko zdaj vidim, pravi, kaj je to najbolj žalostna stvar. Gledate samo za to, ko je pred tvojimi očami. Ne gledate naprej. Ne gledate na Jezušov križ in na to, ko nam Jezušov križ prinaša. In, dragi moji, če se zavedamo ali ne, če se v svojem življenju ti osebno zavedaš ali ne,
se dostakrat tu vsaki med nami obnaša tok, kot če bi obstajalo samo zdaj. Samo to življenje, ko se je potrebno poskrbeti samo za zdaj in ko drugo nema nikšega pomena. Ale Pavel se je tu najstavo. Pavel tu v tom tekstu dodaja še eno ugotovitev, dodaja še eno trditev in to je ta tretja stvar, katero bi želel povdariti v tom jutri. Pravi to, da Kristus je vstal od mrtvih. Aleluja! Kristus je vstal od mrtvih. To je trditev, katero je Pavel v predhodnih vrsticah. Če bi šteli te 15. bi videli v predhodnih vrsticah, je to trditev podkrepil z dejstvami. Cerkev v Korinti je spomnil jih je na to, ko je vsebovalo njegovo sporočilo na začetku, da so one začale verovati, v štero sporočilo so one začale verovati. In to je bilo to sporočilo od vstajenja. V tom 15. tale od začetka guči najprej Pavel od namena Jezušove smrti in tu od vstajenja in prave, bar štite doma 1. Korintoš 15. in prave, kaj je vse to bilo že naprej povedano, kaj so vse to že preroke napovedovale, kaj je to ne za trenutna stvar, pač pa so od toga gučale že prerokih. Je zapisano v pismih, torej preroke so napovedovale, kada se vse to zgodilo. In od 5. vrstice naprej guči od svedokov gorstajenja. Torej od očividcih, od tistih, kateri so se osebno srečale z gorstonjenim Jezušom. Kateri so se osebno srečali z njim in so leko to potrdili. To piše, ka so mnogi med njimi ešte te, da je to pismo bilo napisano, so živi. Torej so leko pri tistih dotičnih ljudeh preverili, če je to za istino. Če je to istina. In v 8. in v 9. vrstici prave, kaj je tu sam bil deležen tej Bože milosti. Ale z eno malih razlikov, bar preštemo 1. Korintoš 15, 8. in pa 9. verš, što piše. Na zadnje, za vsemi tistimi, kterim se je prelej prikazal, pa se je kot negodniko prikazal tudi meni. Znači, Pavel pravi, tu smo to doživetje osebnega srečanja z gorstanjenim Jezušom. Spomnimo se tiste poti v Damask. Spomnimo se. Jezuš je Pavla osebno srečo in pravi, jaz sem namreč najmanjši izmed apostolov in nisem vreden, da bi se imenoval apostol, ker sem preganjal Božjo cerkev. In, dragi moji, kaj je zavolo toga, kaj je Pavel to dejstvo sprijel, kot veliko Božjo milost, toliko bolje z sigurnostjo, toliko bolje z to popolno sigurnostjo trdi, kaj je Jezušovo gorstanjenje in istina in nika drugoga. Dragi moji, prazen grob sam po sebi je ne dokaz gorstanjenja. To smo videli že prelej, kad so judovski verski voditelji na svoj način razložili tisti prazen grob. Na svoj način so probali spreobrnuti to istino. Pravi dokaz
za gorstanenje, so priče, so svedocke gorstanenja. In če bi dole gledali v prvom pismu Korinčanom, tom povjel pravi, naštejva ništerne, štere so bili med temi prvimi pričami gorstanenja. In te, če imaš 500 svedokov, pravi več kot 500 svedokov, če imaš več kot 500 verodostojnih prič, štero sodišče bi tome nasprotovalo in pa razsodilo noček. Gej na tom svete, takšno sodišče štero bi proti 500 pričam, štere gočiju istino razsodilo noček. Ja, nažalost, gdje se marsikaj dogaja. Nažalost. In tudi te se je probalo marsikaj dogajati. Ale dejstvo je, dragi moji, kaj je Jezus živ. To je dejstvo. Zakaj? Zato, kaj živej tudi v mojom, tudi v tvojom življenju. Znate, židovge bi leko vstajenje, gorstajenje, edino tok uvrgli, edino tok bi leko to izničili, bi pravili, kaj je to laž, kaj bi pokazali sen Jezušovo truplo. Ja, to bi ti bil dokaz. Kaj je vstajenje neresnično. Ali, dragi moji, Jezušovega trupla ne bilo. Jezušovega trupla ne bilo, zavolo toga Jezus je živ. Aleluja. Jezus je živ. In to je to novo. To je to, ko spreminja svet in ko spreminja človekov položaj. Ko spreminja moj in tvoj položaj. Jezus, edino je merilo, na šteroga se leko popolnoma zanesemo, zavolo toga, ka je živ. Jezus je živ. Peter je svojo prvoj predge tok provo, apostolska dela, drugi tav, 22 pa do 24. Tok je Peter provo. Šter je tu bil priča gorstanenja. Zato, kad se je osebno srečal z Jezusom, znate, na malo takši nenavaden način. Jezus jim je par stvari provo. In dote nekak par stvari od tvojega življenja povej, ti si to dobro zapomneš. In Peter tok piše, apostolska dela 2, 22 do 24. Možje Izraelci, poslušajte te besede. Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znamenji, katera je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste. Peter tu pravi, tu najprej Peter pravi, ka ne goči nikši nove stvari, nika novoga, poč pa njen goči to, ko so one same znale. Ko so one same videli, s kim so bili seznanjene. Videli so to in doživljali so to, ko je Jezus delo. Možje Izraelci, poslušajte te besede. Jezusa Nazarečana, ki ga je Bog pred vami potrdil z močmi, čudeži in znamenji, katera je Bog po njem delal med vami, kakor sami veste, njega so prav, kakor je Bog hotel in predvideval, izročili vam, vi pa ste ga po rokah krivičnežev pribili na križ in umorili. Tu njim pravzaprav Peter pravi, kaj je to bil Božji načrt za rešitev človeštva. In dole pravi tok. Toda, 24. veršoš, toda
Bog ga je rešil, haleluja, Bog ga je rešil iz smrtnih muk in obudil od mrtvih. Haleluja. Priča, štiri je, to se doživo. Pravi to, Bog ga je obudil v mrtvih. Saj ni bilo mogoče, da bi bila smrt imela oblast nad njim. Dragi moji, dragi poslušalec, to je tisto pravo vipanje za mene, za tebe, za vsakoga človeka. Grob je prazen za to, ka je Jezus živ. Grob je prazen za to, ka je Jezus živ. Haleluja! Grob je prazen zavolo toga, ka je Jezus živ. Nišče ne vkradno mrtvoga Jezuša. Ko bi z mrtvim Jezušom? Leko koj pomore mrtev Jezuš? Ne, grob je prazen za to, ka je Jezus živ. Obladnost nam sprovo Jezus rešitelj. To pravi ena pesem. Obladnost nam je sprovo Jezus rešitelj. Znači to zmago, to dokončno zmago. Do eno stvar obladaš, te tiste več njega. Obladnost nam sprovo Jezus rešitelj. To je to, ko je Bog privoščil vsakome človeke. Deležen pa je toga samo tiste, štiri njeme vrče, štiri njeme zavipa. Haleluja. Možnost večnega življenja v njegovoj prisotnosti. Jezus je med poslavljanjem od učencem tok pravo in s tem končujem. Jana 14. 18 do 19. To je zapisano za mene, za tebe, za mojo, za tvojo ohrabritev. Ne samo za učence te. To je Jezus pravo. Ne bom vas zapustil sirot. Prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl. Vi pa me boste videli, ker jaz živim, živeli boste tudi vi. Haleluja. Dragi moji, to je to. To je to pravo spoznanje, štero prinaša to največje vipanje. Haleluja. In znate ko? Dajmo se odločiti od dnešnjega dneva naprej, kamo širile to pravo vipanje, to, ko je tu zapisano, to, ko je Jezus živ. Kamo širili to vipanje, komakoli mo šli. Kdekoli nas on želej imeti in pa ponucati. Amen. Gospod vas naj blagoslove in vode v novom življenje, vkuper z Jezusom. Nebeški Oče, hvala je tebe. Hvala je tebe za to privilegijo. Hvala je tebi, kad si nas izbral kot svoje sodelavce. Hvala je tebi, kad smo to leko potom, kad je tvoj sin, šteroga si dal v odkupljenje za mnoge, kad je neustano v grobe, poč pa je živ. I hvala je tebe, kad tu ges, kad tu mi leko živimo v tom novom vipanje. Kamo stjov živeli tu mi. So večnost. Blagoslovi vsakoga. Štere je to že sprijel, štere je že deležen toga večnoga vipanja. In tu i blagoslovi tiste, štere so še ne toga osebno sprejeli. Poč pa njim daj moči po tvojom duhe, ka bi čim prlej sprejeli to novo vipanje. Ka ti živiš in želej živeti v vsakom življenju. Zato, ka edino novo življenje s tjov prinaša večnost pri tebe. Blagoslove, Gospod, dragi, vsakoga, štere posluša tvojo reč. Blagoslovi tudi tiste, štere ne mrejo biti z nami. Kdekoli je štoj
med tvojimi vkuper zbrane pred tvojo besedo, deluj ti po tvojem svetom duhu na odrešenje še mnogih. Amen. Amen.